Ejo, baza 24, ali kakorkoli. Buildamo karik, kakor smo že napovedali v enem izmed prejšnjih videotov, in našega Stratofortressa bomo transformirali v to. V bistvu je bil to že plan že od samega začetka, že pred nabavo navare, najdeti nek avto, ki bo bil all-arounder iz vidika, da lahko vozimo material, da lahko tudi family car, da se lahko uporablja za namene videoprodukcije in ja, da je tudi all-terrain v bistvu, da lahko pridemo kamorkoli rabimo. Predvsem iz vidika produkcije, a ja, pa valjda, da je dober tovkar, da lahko Tomcata oziroma ostale projekte okoli prevažamo po celi Evropi, če je treba. Kaj je to camera car, kaj je to camera rig, karik ali kakorkoli bi temu rekli. Sigurno najbolj poznata zadeva v filmskem svetu, ste tudi sigurno že slišali, je tako imenovan Russian Arm. Russian Arm je tudi kar zelo zahtevna zadeva iz vidika vozila, na katerem je montiran, iz vidika, bom rekel, upravljanja z Russian Armom. In seveda z Russian Armom je tudi treba zelo pazljivo delati, ker nešteto posnetkov je, mislim, da danes na internetu, ko gre neki z Russian Armom narobe. Kar pomeni, da z rigom, ki ga bomo mi naredili, ne more iti narobe, ker so se tudi tle stvari dogajale v tem mičken kasneje. Prednost Russian Arm pride montiran na streho, je to, da imaš v bistvu 360, pokrivaš okoli in okoli, brez težav, deluje tudi kot crane, lahko dviguješ, spuščaš, v glavnem, ja, all axis movement, tako rekoč, in zaradi tega je stvar toliko, bom rekel, popularna, dobra, seveda tudi košta veliko denarja, ima pa glih minuse iz vidika agilnosti. Kaj bomo pa mi pravzaprav počeli, je čisto enostavno, oziroma stvari, kakor jih imamo že Performance 67, enaka zadeva, kakor smo imeli montirano še pred na Vianotu, pol na V-klasi, tudi na X5-ki in zelo podoben, kakor je tudi na Caterhamu. Sam sem so svojo zgodovino produkciji vozil že vse te različne camera care, definitivno pa najbolj zabaven je Caterham. Caterham je namenjen oziroma posebej specializiran za uporabo na pisti, pač ultralahek od Honda CBR motor noter, bomo dali malo B-rolle zdaj, da si znate predstavljati, o čemu pravzaprav govorim, in hitro vam bo jasno, zakaj ta zadeva zelo fun. Edin ima pa en problem, je pa v bistvu ta kokpit oziroma driver's compartment, kjer je vse toliko utesnen, in če je zraven kakšen malo bolj večji camera operator, ja, je pač malo tesno. Za buildati camera rig uporabljamo posebne profile, aluminijaste, pač stvari bo treba malo zrisati, malo si izračunati, malo si zamisliti, kako se bo naredili nosilci, ker definitivno je potrebno narediti nosilce za na avto. In tle pride na vrsto tudi kar nekaj fabriciranja. Se pravi, moramo narediti nosilce, kamor bomo upeli celotno konstrukcijo. Na kakšen način se bomo lotili stvari, še ne vemo.
ali bomo upenjali direktno na bullbar, ali bomo mogli nekakšne šasije stvari potegniti, stvari je treba upeti nekako tudi na zgornjo površino avta. Kar sigurno ne bomo naredili je, kar je tudi v bistvu velik, dajmo reči, plug and play rigov, ko se z suction kapi mounta stvari na šipo. Po naših izkušnjah, jaz mislim, da smo mi razbili vsaj 4 šipe na tak način, tako da tega se bomo izognili, zato pa smo tuleta kupili. Ne zato, da bomo kolesa, pa smučke, pa bordo okoli vozili, ampak zato, da bomo lahko snemali. No, valjda bomo tudi za prvotno pokoristili. V glavnem, mi smo že sfabricirali vse zadeve, rezali, varili, brusili, zbijali, ni da ni, in čas za montažo in prvo testiranje. Ok, imamo en problem, vse je bilo super, lepo zamišljeno v glavi, ampak vmes smo malo spremenili upetje oziroma idejo, kam bomo vse skupaj upenjali, in imamo zdaj en problem z bullbarom. Se pravi, poševna prečka, ki boste videli, kaj na avtu, se zadane v bullbar, in smo mogli v bistvu profil, ki gre iz strehe naprej, prestaviti na to prečko, ker je daljši, ampak zdaj nam en daljši zmanjka. Tako da moramo nekaj nagruntati, kaj bomo naredili, oziroma imamo že eno solucijo pač z nekim navadnim pipe profilom, aluminijastim, ki ga bomo odrezali pa probali upeti. Je srebrn, ni črn, ne vem, ga bomo poštrihali nekaj in takoj, ko pridemo s produkcijo, naročili ta pravga, ker imamo premalo časa ta pravga sourcati in ja, upamo, da bo na ta način to delali, če ne pa back to fabrication. Priprave na prvo testiranje riga. Treba še zmontirati gimbal gor po kamero. Gimbal se gor montira. Let's go! Evo, najprej en krog na suho, pa za avtom. Prvo testiranje smo dokaj uspešno prestali. Treba je nastaviti par stvari, nekaj na gimbalu, nekaj na sami roki, ker s kamero, ko smo jo trenutno uporabljali, je problem v tem, da je zelo lahka in bomo najverjetneje probali malo obtežiti. Ja, sam rig je zdržal, tako da par teh nastavitev porihtamo in gremo še malo potestirati. Evo, pravili smo še en test, tokrat smo imeli Titovega širokota za Herocar in smo kar poglihali zadeve zelo dobro. Moramo reči, da sam še tam kakšnih 10%, da pridemo na nek optimum. Gimbal se obnaša, dajmo reči, zelo v redu. Roko moramo še nekaj poštudirati, da malo bolj pobira ta dumping, in to je to. Tako da, futič. Kar zanimivo je spadala, ne, tako da mi smo ready for production skorda.
malo bomo še tele cevi sam poštrihali, no, tako da idemo reči, da bomo malo bolj profesionalno zgledali. Zdaj moramo pa vse podreti, pripraviti vso robo, naložiti v nevaro in ja, par dni pa pičimo na produkcijo. Do naslednjič, ko se verjetno javimo iz produkcije, odvisen, koliko hitro bomo lahko behind the scenes se objavili, naročite se na kanal, kaj cool komentirajte, oziroma če imate kakšno idejo, kako tole uporabiti, kaj bi lahko naslednjič kaj pametnega posneli, napišite spodaj in pa see ya!